S petkom se pričenjajo že 21. slovenski dnevi knjige v Mariboru. V trajanju 7 dni bo v organizaciji Mladinskega centra Maribor mesto prežeto z literaturo. Letošnja tema se glasi Temna snov literature. Festival je v ravno pravih letih, odgovoren, pogumen, drzen, lahko si marsikaj privoščimo. Osrednja tema letos so zato temne snovi literature, temna snov literature, s čimer želimo izpostaviti tiste avtorje in avtorice, pisateljice, pesnike, pesnice, ki so dovolj občutljivi in pogumni, da se v svojih delih lotevajo temnih snovi. V lanski 20. izvedbi festivala je bila osrednja tema Mesto v literaturi, Maribor glavni junak, osrednji literarni gost pa pisatelj Drago Jančar. Osrednja gostja letos, torej z ozirom na osrednjo temo, Mojca Komerdej. Temna snov je prav naslov zbirke njenih kratkih zgodb in Mojca Komerdej je odlična slovenska pisateljica, ki se drzno in brez predsodkov in pogumno loteva temnih snovi sodobne slovenske družbe. Festival zraven same pisane slovenske besede, ki je v ospredju, ponuja tudi širok obogaten program. Letošnja tema celo ponuja neposredno priložnost interdisciplinarnega sodelovanja. Če je namreč poetično delo, ali gre za prozo, ali gre za pesem, dovolj močno, ponavadi pušča dovolj odprtega prostora za različne naselitve. V teh letih dneve knjige smo poskušali razne stvari, šlo je dostikrat recimo za uglasbeno poezijo, šlo je recimo za fotografiranje na temo poezije, za slikanje na temo poezije. Čeprav literature s fiziko ne povezujemo prav pogosto ali pa kar nikoli, bo tokrat možno prav to. Temna snov tudi fizikalen pojav, fiziki znajo o tem veliko povedati, mislim, da je tu premalo prostora, pač gre za neko snov, ki jo domnevajo, vsi izračunijo, dokazujejo, ampak neposrednega dokaza še vedno ni. In to je pravzaprav tudi zelo blizu z literaturo, vse je dokazano, ampak zmeraj je še nekaj več, tako da te stvari preplet pravzaprav je po moje ni neka umetna stvar, pa popolnoma naravna. Festivalski program se uradno pričenja v petek, v 7 dneh pa ponuja številne dogodke in prireditve, ki so zastavljene širše kot le samo branje proze in poezije ter razprava o napisanem. Zagotovo sta to dve veliki večerni branji, eno prozno in eno pesniško, na katerem sodelujejo ugledni vrhunski slovenski pesniki in pisatelji. Vsi bodo z ozirom na našo osrednjo temo iz svojih del izbrali odlomke oziroma gradivo, ki je povezano na tak ali drugačen način z temno snovjo v literaturi. Osrednji dogodek je seveda tudi literarna postaja Mariborske knjižnice z osrednjo gostjo Mojco Komerdej. Kaj natanko temna snov literature je, bodo lahko obiskovalci raziskovali na številnih dogodkih znotraj festivala. Je pa res, da je temna snov za vsakega posameznega avtorja nekaj druga.